Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bi kot bivši razvojni minister in predsednik odbora za razvoj v strokovnem svetu SDS rad komentiral predvsem te razvojne vidike tega poročila. Poročilo o razvoju se dela zato, ker je pravzaprav vlada od začetku še Ropova, potem Janševa sprejela strategijo razvoja Slovenije, v katerem si je zadala 3 cilje. Gospodarski cilj doseči povprečno razvitost EU in to do leta 2013, tega cilja ne dosegamo. Družbeni razvojni cilj povečevati kakovost življenja in blaginja prebivalstva, tega cilja v zadnjih 2 letih tudi ne dosegamo in so naravni razvojni cilj ustvarjanja načela trajnosti. Tukaj so dejansko neki dobri številski indikatorji v zadnjem času, vendar zgolj in samo posledica upadanja gospodarske aktivnosti, zaradi katere porabite tudi manj energije. Skratka, pod to vlado ni bilo razvoja. Imeli smo 2 finančna ministra, ne pa tudi ministra za razvoj. Dejstvo je, da smo pod prejšnjimi vladami, tudi pod Drnovškovo, tudi pod Ropovo, zmanjševali razvojni zaostanek za povprečjem EU, da smo se pod Janševo vlado približali na 92% povprečnega bruto domačega proizvoda na prebivalca, da pa smo zdaj samo v 2 letih padli za 4 odstotne točke na 88% in da se pričakuje, da se bo ta trend padanja še nadaljeval. Prvič po dolgem času je začela padati tudi kakovost življenja prebivalcev oziroma njihov razpoložljiv dohodek. Absolutno ni res, da bi pod Janševo vlado naredili premalo oziroma kot pravi tukaj na enem slajdu to poročilo, da je bila v obdobju konjunkture premajhna usmerjenost v dvig dodane vrednosti in spremembo strukture gospodarstva. Dejstvo je, da smo pod Janševo vlado recimo bili pri neki oceni think tanka konzultantske družbe Ambroseti uvrščeni kot 4. najboljši reformator v Evropski uniji za Švedsko, Dansko, Veliko Britanijo, da smo imeli 2. mogoče najboljšo oceno Evropske komisije za izvajanje Lizbonske strategije, da smo napredovali na vseh mogočih lestvicah konkurenčnosti in prijaznosti gospodarskega okolja. In tudi pravzaprav iz Umarjevega poročila je razviden obrat, ki se je zgodil pod našo vlado, obrat pri vlaganju v raziskave in razvoj in obrat pri prehodu državnih pomoči od podjetij z nizko dodano vrednostjo k podjetjem z visoko dodano vrednostjo. Ta 2 slajda sta, mislim, da 5. in 6. in se jih splača pogledati. Jaz ocenjujem, da bistvo težav ni, da manjka nekaj strukturnih reform, ampak da pravzaprav v tem našem modelu tranzicijskega neosocialističnega gospodarstva zadnjih 20 let gospodarstvo oziroma finančni sistem nista pametno alocirala kapitala. Torej, tisto, kar je bila napaka države in politike, je bila v tem, da je ta, bom rekel, neosocialističen sistem oziroma, kot bi mu rekel, nadaljevanje samoupravljanja z drugimi sredstvi, dopuščala skozi vseh teh 20 let in seveda dopuščala tudi vse neučinkovitosti, ki iz tega sledijo. Tako da ocenjujem, da ni problem predsednik vlade, ni problem nekaj ministrov, ni problem tudi neka strukturna reformica tukaj ali pa tam, ampak je potrebno nekaj narediti v zvezi s tem, kakšno pravno državo imamo in kakšno tržno gospodarstvo imamo, kakšne lastniške odnose imamo, zato da bo gospodarstvo oziroma kapital opravljal tisto svojo funkcijo, ki jo mora, da alocira sredstva od nizke k visoki dodane vrednosti, od nizkih k visokim dobičkom. Tisto, kar izhaja tudi iz tega poročila, je, da se nam pravzaprav med krizo ni zgodilo neko čiščenje gospodarstva, ni se nam zgodila tista šumpetrijanska kreativna destrukcija, ki je bilo kar nekaj v državah, v zvezi s katerimi se največ pritožujemo, v zvezi s Portugalsko, Španijo, Irsko, tudi Grčijo. Nasprotno, mi smo pravzaprav izvajali samo neke socialne ukrepe, kriza kot razvojna priložnost, kot priložnost, da se
bom rekel, slabe stvari odmrejo in na njihov račun pridejo boljši gospodarski programi, to se nam ni dogajalo. Iz tega poročila pravzaprav vidimo tudi, kako se je obrnil trend pri vlaganju v raziskave in razvoj, že pod našo vlado. Vidimo, kako pravzaprav slaba je socialna politika, kjer se je skokovito povečala predvsem brezposelnost starejših ljudi. Vidimo zelo jasen trend, kako se zmanjšujejo potrebe po rutinskih, pa vendarle pisarniških delih. Ljudje s srednjo izobrazbo so najbolj trpeli pritisk na brezposelnost. Vidimo to, da so pravzaprav med vsemi temi kazalniki tveganja revščine najbolj prizadeti. Tukaj po vseh teh kazalnikih ima Slovenija beleži odlične rezultate. Med krizo smo celo zmanjševali tveganje revščine, kar je vprašanje, če si lahko vsaka država privošči. Poslabševalo se je pa stanje starejših na 65 let, tako da lahko razumemo to zaskrbljenost v zvezi s pokojninsko reformo. In kot rečeno, v zvezi z okoljem, v boljših časih se je kazalo, da smo bili sposobni pravzaprav dvigati proti domači proizvod, dobičke, plače ob približno enaki porabi energije. Zdaj so pa vse te stvari padle, poraba energije je pa ostala seveda zaradi ogrevanja in prometa približno enaka in smo tukaj določene stvari poslabšali. Zdaj, jaz mislim, da v današnji situaciji preveč gledati nazaj tudi ni dobro oziroma potrebno. Treba je pogledati naprej in v strokovnem svetu rešitev vidimo v 4 skupinah ukrepov. Prvi ukrep, ki se nam zdi bistven, je odstop vlade. Volitve bodo same po sebi presekale s situacijo, presekale z negativnimi trendi, z negativnimi pričakovanji, ustvarile nek optimizem, neko podlago za to, da bo v prihodnosti drugače. Potem pod 2 potrebujemo nek močen prepričljiv paket za oživitev gospodarstva, ne za oživljanje, ampak dejansko za oživitev, ker je pacient pravzaprav na smrtni posteli. Sem zraven spada predvsem sanacija finančnega sistema, pa še kaj drugega. Pod 3, dejansko vse tisto, kar v preteklih 20 letih nismo naredili, torej vzpostavitev delujoče pravne države, kjer se da obveznosti v realnem času izterjati na sodišču, kjer se spoštujejo zakoni, kjer deluje konkurenca, kjer delujejo trgi, kjer se poveča odprtost družbe, kjer se zveča podjetniška svoboda, kjer se odpravi sistem različnih privilegijev in rent, ki jih vsi mogoči vlečejo na državnih ali kakšnih drugih investicijah. Ustvarjanje enakopravne možnosti vseh, da razvijajo svoje talente. In šele kot 4 potem strukturne reforme, kjer bomo pa res premikali počasi gospodarstvo proti višji dodani vrednosti, proti boljšim delovnim mestom. Pripričani smo, če bi obstajal normalen gospodarski sistem, kjer bi bila bolj poštena tekma na trgu, kjer se dobički ne bi iskali ali pa dohodki skozi privatizacijo, skozi lastnine, ampak skozi izboljšanje produktov in storitev, da bi se to samo od sebe dogajalo v gospodarstvu in se državi ne bi bilo treba toliko s tem ukvarjati. Skratka, razvoja ni, ampak glede na situacijo, kakršni smo, to sploh ni največji problem.